Trije scenariji so predvideni za zaprtje še zadnjega delujočega slovenskega premogovnika v Velenju, kjer kopljejo premog za šoštanjsko termoelektrarno in tako zagotavljajo tretjino slovenske električne energije. Po najbolj optimističnem scenariju, ki ga vsebuje osnutek nacionalne strategije in ga je izdelala družba Deloitte ter ga danes predstavila Velenjčanom, je to letom 2033. Drugi dve mogoči letnici sta 2038 in 2042. A sporočilo Velenja, ki od države pričakuje priznanje statusa premogovne regije in s tem pridobivanje denarja, je jasno. Zapiranje pred letom 2042 bi ogrozilo do 7.000 delovnih mest. Metka Pirc. Šaleška dolina za zaprtje premogovnika potrebuje dovolj časa in denarja. Generalni direktor premogovnika Velenje Janez Rošer in direktor Teša Mitja Tašler. In potem takem je tudi za nas prva sprejemljiva letnica, letnica 2042. Ob tem se je seveda pač tudi potrebno zavedati, da premogovnika se ne da zapreti čez noč. Papir prenese vse, tudi letnice na papirju prenesejo vse, vendar zame oziroma za nas so ključni, da bojo izpolnjeni vsi pogoji, ki nas vodijo do prestrukturiranja. Predsednik premogovniškega sindikata Simon Lamoc svari, naj se Slovenija ne zgleduje po nemških praksah, kjer se po zaprtju rudnikov srečujejo z energetsko revščino in dvigom cen električne energije. Naši rudarji pa? Mi ne pristajamo na idejo, da bi šli v odkrito brezposelnost, ampak mora se za vsakega najti rešitev. Drugače bomo ostro nasprotovali vsakešnim predčasnim zapiranjem pridobivanja premoga. Da jim resorno ministrstvo prisluhne že zdaj, pričakuje velenjski župan Peter Dermol. Iz naslova CO2 kuponov gre vsako leto preko 50 milijonov evrov v podnebni sklad in da niti 1 milijona evrov ne moremo dobiti nazaj v to dolino za neke okoljske projekte, za prestrukturiranje te regije, je pravzaprav nezaslišno. Pričakujejo še rezultate celovite presoje vplivov na okolje, vlada pa bo določila datum zaprtja premogovnika. Ukrepi zaradi epidemije koronavirusa so marsikaj